večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni. V nocojšnji oddaji z naslovom Prepovedano, zgodba Nejca Reka, se bomo dotaknili teme njegove zgodbe, pogledali, kako je Nejc prišel do nekaterih pomembnih spoznanj v njegovem življenju, pogledali, kako se je s tem soočal in kako to doživlja še danes. Nejc Rek, dober večer in lepo pozdravljen v našem studiu. Dobro večer, hvala za povabilo. Nejc, ko sem rekla, bomo pogledali tvojo življenjsko zgodbo, ki je izredno zanimiva. Si zelo mlad fant še, vendar za sabo kar nekaj izjemnih izkušenj z različnimi soočanji. Lahko poveva, da si že nekako v mladih letih, potem tudi v najstniških, spoznal, da si istospolno usmerjen, da te privlačijo fantje, torej da si gej, in tvoja zgodba je zaradi tega izredno zanimiva. Kako si se s tem soočil, kako je prišlo do spoznanja in priznanja tudi vsem tvojim prijateljem in svojcem. In še o drugih tegobah bova danes spregovorila, pa če mi najprej dovoliš, da naštejem nekaj od teh stvari, s katerimi si se moral soočiti, kot so recimo testiranje za HIV, iskanje resnega partnerja, ki ga ni bilo, droge, alkohol, seks brez kontrole, zlorabe, izkoriščanje, zapleteno in nevarno je biti gej. V Sloveniji si zapisal tudi v svoji knjigi, ki nosi naslov Prepovedano, Gej razkrinka v slovensko sceno, pa je podnaslov te knjige. Nejc, pa če začneva, pa najprej se ozreva nekoliko v preteklost, da našim gledalcem predstaviva tvojo zgodbo že na začetku. Kako si prišel do spoznanja in kako si se začel soočati s tem, da te privlačijo moški? V bistvu to sem ugotovil že v 2. razredu osnovne šole. Pač to sem doživljal na tak način, da je bila neka toplina prisotna, da sem čutil neko privlačnost, spolno privlačnost do istega spola, ampak si nisem znal razlagati. Kar precej so me zafrkavali pač ljudje v moji okolici, v moji šoli in tako dalje. In potem sem jaz to postopoma ugotavljal, kaj je to sploh, a ne. Tudi mamo sem vprašal, kaj pomeni biti gej, a ne. In pol postopoma sem še vedno ugotavljal. Potem, ko sem pa prišel v srednjo šolo, sem pa počasi si začel priznavati, da sem gej. In tudi začel sem priznavati svojim prijateljem in prijateljicam, čeprav včasih je bilo kar težko, ampak sem prebil ta led. In kako je bilo, ko si to priznaval prijateljem, tudi najbližnjim, kako so se odzvali na to? Ja, odzivi so bili različni, nekateri so me zapustili. Starši sicer na začetku niso bili ravno veseli, veseli niso ravno sprejemali, ker niso poznali tega, ne. Pa oče je bil ful proti temu, ampak s časoma pa so sprejeli, no. Imel si tudi nekaj izkušenj z ženskami, ne, ki pa so te razočarale. Ja, s tem, da nisem z nobeno sekso, to moram povedati. V bistvu je prišlo samo do poljubljanja, do božanja, ni pa me zaneslo tako daleč, a ne, pa cenim pa ženske, no. Pa mogoče ta izkušnja tvoja, prva z žensko, ki si nekako ugotovil, v razmerju si bil s to punco in potem te je tudi prevarala. In bi rekel, da je to imelo tudi vpliv na to, da si sam sebi še bolj priznal in prišel takrat res do spoznanja, da te privlačijo moški. Pa niti ne, no. Pač v bistvu je to bilo še dodatna sicer točka, ampak ni toliko vplivalo to, a ne, ker jaz sem v bistvu vedel, sem hotel si totalno priznati, no. Pa kako je bilo s tem priznanjem sam pri sebi? Včasih ljudje vemo, da počnemo nekatere stvari, se zavedamo nekaterih svojih občutij, pa jih zelo težko priznamo zaradi občutka, da nas je sram, zaradi, ne vem, občutka, da nas bodo drugi obsojali. Kako je bilo pri tebi s tem občutkom na začetku? Točno tako, kot si rekla, da me bojo obsojali, je bila prva misel. Potem sem se spraševal, kaj bojo zdaj rekli, kaj bojo zdaj naredili, kaj če me bojo sovražili, kaj če me bojo pretepli ali pa kaj podobnega. Tudi fizično obračunanje, kot si rekel, je bilo ena od možnosti. Kakšne izkušnje imaš ti s fizičnim obračunanjem? Že v osnovni šoli? Že v osnovni šoli jih je bilo nekaj, no. Pač glede zaradi moje usmerjenosti, ker pač nekateri so
vzgojeni po načelih, a ne, se v bistvu smo vsi, a ne, ampak ni temu tako, no, moramo pač pustiti ljudem, da živijo svoje življenje, ne da jim vsiljujemo nekaj. Kako pa je bilo s temi zbadljivkami? Vemo, da smo otroci, ko smo mlajši, vedno lahko še bolj kruti, povemo naravnost, povemo tisto, kar si mislimo. In če oba pogledava zdaj nazaj, vemo, da smo otroci res lahko bili zelo kruti. In zbadljivke, ki si jih ti doživljal, so vedno zbadljivke, ki jih še zdaj ljudje radi uporabljajo za geja, kot je recimo peder in podobno. Verjetno so te bolele. Ja, kar precej, sploh na začetku. Sej zdaj tudi slišim, no, koga da reče peder, a ne, ampak jaz se ne sekiram več, jaz sem to dal čez in ne govorijo, kar hočejo. Kaj pa tvoj brat? Tudi tvoj brat je imel na začetku tega pomembno vlogo. Ti si, kolikor sem jaz zaznala, želel, da bi te brat zaščitil, pa ni bilo tako. Ja, brat me na začetku ni zaščitil, a ne, ker sem pričakoval, glede na to, da je starejši in da smo iste krvi, da me bo zaščitil, a ne, kar pač je ponavadi tako, a ne. Ampak žal ga je družba obrnila proti meni. Kako pa se je potem razplete zgodba z bratom? Kakšen odnos imate danes? Danes imamo super odnos. V bistvu je imel eno punco vmes, ki pač mu je malo stvari pojasnila, razkazala in je začel gledati drugače na to. Odprla bi lahko rekla, bo je nov svet, ja. Tako. Nec, zanima me tudi to, da si se vedno bolj rad družil z ženskami, ja. Da so te ljudje oziroma tvoji vrstniki spoznali že po kretnjah in so te zato označili za geja. Zakaj pa ženske? Kaj pomeni? Vedno je ta kliše, stereotip, kot pravimo, ne, da se geji radi družijo z ženskami. Je to res? Je, definitivno. Raje imam prijateljico kot prijatelja, ne vem, lahko bolj tudi zaupam, čeprav moški pravijo pač drugače, a ne. Kaj pa recimo to, da lahko geji počnejo iste stvari kot ženske, da tudi ženske v gejih najdemo dobre prijatelje, zato ker tudi ženske rade nakupujemo, tako kot geji, radi se lepo oblečemo in podobno. Iste stvari imamo tudi skupaj, ne vem, pa tudi moške skupaj čekiramo, a ne, naprimer. Pa tudi, kot si že omenila, shopping, pa ne vem, tudi nega telesa, naprimer, in tako dalje. Najde se veliko stvari skupnih, no. Govorila sva o osnovni šoli, prej si povedal, da si se s tem začel soočati že v teh letih. Kaj pa potem puberteta? Vsi vemo, da ko pridemo v puberteto, so to najtežja leta, ko se soočamo sami s sabo, s svojimi občutki, soočamo se z svojim razvojem, z svojo osebnostjo, sprašujemo se, kaj bi radi postali, nekako bi lahko rekli, da se iščemo. Takrat znamo biti do okolice še posebej neprijazni. Kako so minila tvoja pubertetna leta? Po moje leta pubertetniška so minila kar v redu, čeprav sem bil kar uporniški, a ne. Hotel sem vse, da bo, mislim, perfektno, a ne. V bistvu živel sem super pubertetniško življenje, čeprav je bilo vmes kar nekaj zank oziroma neprijetnih dogodkov, ampak vseeno sem to pubertetniško življenje sfural kot vsak pubertetnik, no. Ni nekih kako se naj izrazim... Si se soočal z istimi težavami kot vsi pubertetniki, bi lahko rekla. Ne vem, samim seboj, svojim videzom, svojo izobrazbo in tako dalje, no, pač kot vsak najstnik. Pa je bilo težje v najstniških letih? So bili najstniki, tvoji vrstniki, še bolj kruti do takrat ali so te že bolj sprejemali? Na začetku so bili kar precej kruti, no. Potem so pa s časom me spoznali in so me začeli sprejemati. Nekateri me šele zdaj sprejemajo, a ne, zato ker so, bom rekel, odrasli, pač prej niso bili in so razmišljali malo drugače. Vsi vemo, da če smo otroci, no, saj smo še danes otroci, a ne, ampak če smo otroci, da pač delamo bedarije, a ne. Zdaj pa greva na tisto pomembno točko. Prvo soočenje z moškimi, prve izkušnje. Kdaj so se začele? Pri 15 letih, da sem sploh karkoli, a ne. Pri 16 sem pa v bistvu doživel prvi seks z moškim. In kako bi ti to opisal, mogoče to tvojo prvo izkušnjo, prvo zgodbo? Si takoj občutil, da je to del tebe?
Ja, tako je, že v bistvu po sami želji, no, potem sem začutil, da je to in da se ne bom predal. Preko smo govorila o pubertetnikih, takrat radi veliko sanjarimo, vemo, sanje so dovolje vsakomur, a ne, vsi radi Sanjamo. se podamo v ta svet svoje domišljije in tudi pri tebi je bilo tako. In že sprva si ti veliko sanjaril o moških. Kakšnih moških, recimo? Moški kot moški. V bistvu ne zdaj, da je nek mladoletnik, ampak da je prav moški, bil starejši od mene, a ne. Da je, mislim, takrat sem gledal ful, da je popoln, pa take stvari, a ne. Danes pa čist drugače gledam na to. Pa recimo pravijo, da so posebni tipi moških, ki nas privlačijo, tako ženske moške kot moški ženske. Je tako tudi pri gejih? Ja, vsak ima svoj okus, a ne. Vsak si izbira sam. Včasih tudi kak pride čist nenačrtno, a ne, pa da si nikoli ne predstavljaš, da boš z nekom, a ne. Čeprav ti na začetku mogoče ni všeč, pa ti s časoma rata. Pa recimo to, ko pravijo, da se geji takoj med sabo zaznajo. Si imel kdaj tudi te izkušnje, da si se zaljubil v moškega, ki ni bil gej? Ja, se je tudi zgodilo, nažalost. Na začetku je bilo kar pogosto, no. Če lahko mogoče poveš kakšno takšno zgodbo, kako se je potem odvilo, si se počutil tudi zavrnjenega? Ja, v bistvu ja, no, imel sicer punco, a ne, pa ko sem mu povedal, v bistvu je bil negativen odgovor, a ne, in sem bil pač razočaran, ampak sem živel naprej, oziroma še živim naprej. Pa je to res? Bi lahko to potrdil? Kako je? Kako se spoznate geji med sabo? Kako to začutiš, veš, vidiš? So to mogoče kakšni pogledi, namigi? Ponavadi so to, ne vem, jaz opazim to tudi po energiji, a ne, naprimer, potem, ne vem, po kretnjah, že po samem pogledu, na smehu, že to dovolj pove. Kako pa je v Sloveniji najti partnerja istospolnega? To je izredno težko, lahko bi rekli temu bingo. Moraš res, v bistvu, takrat, ko ga ne iščeš, pride, ne. Ko ga iščeš, boš imel manj sreče. Pa s kom si imel več težav, da so te sprejemali? So to bili moški, fantje ali ženske? Moški. Zakaj? Zakaj misliš, da je bilo temu tako? Je to strah, je to nepoznavanje? Na kakšen način so to pokazali tvoji vrstniki? Večinoma, da se bojijo, da jih bomo napadli, a ne. Pač to je glavni razlog, potem pa tudi načela, a ne, ki jih doma učijo po teh načelih in se držijo pač tega. Kako pa je recimo danes s tem? So tudi ljudje, ki so kasneje, sedaj v nekoliko zrelejših letih, spoznali, da mislijo drugače. So se kdaj obrnili na tebe ljudje, pa so povedali, joj, takrat sem pa razmišljal drugače, pa sem ravnal narobe. Ja, teh je kar precej, no, da spoznajo, oziroma da so spoznali, da so naredili napako in da pa so se mi tudi upravičili za vse, kar so mi naredili. Prej sva že govorila tudi o tem spoznanju in potem to nekako povedati okolici, prijateljem, družini. Kako pa si se ti pripravil do tega? Verjetno je bilo potrebnega kar nekaj poguma, da stopiš pred tiste, ki so ti blizu, ki jih imaš najraje in jim poveš tako odkritje. Ja, to je bilo kar izredno težko, no. Mogel si biti pripravljen na vse. Zdaj, te bojo zavrnili ali pa te bojo sprejeli. Samo ti dve možnosti so, druge ni. Kako so recimo tvoji prijatelji reagirali? Verjetno različno, vsak drugače, vsak po svoje. Mogoče, če poveva kakšno zgodbo, ko si recimo povedal prijatelju, mogoče najboljšemu, tistemu, ki ti je najbližje. So najboljši prijateljci, sem se odločil, da je prek spleta napišem, ker mi je bilo preveč nerodno takrat, oziroma nisem vedel, kako bo sprejela. Ona me je hotela samo dobro in prvo kot prvo mi je rekla, da upa, da varno seksam, zato ker jo skrbi, a ne. In jaz takrat nisem glih razmišljal, kako naj rečem, ne trezno, ampak da nisem glih v redu razmišljal in sem takoj, Si verjetno se branil, mogoče kaj takega, obrambni mehanizem. Obrambni mehanizem je deloval, no. In pač nisem sprejel tisto, kar je glede te zaščite, a ne, ampak je bilo pa prav, da mi je to povedala, a ne. Ampak me je v bistvu sprejela, ampak je mogla še to bolj spoznati, no, kasneje.
je bilo verjetno skupaj s tabo, je mogoče spoznavala, Ja, to v bi bistvu lahko z rekli. mano, ja, da sem jim malo prikazal ta naš svet. In kakšen je svet? Je to drugačen svet? Kot ga nekateri označujejo, da drugače živite, da se drugače obnašate, a se drugje družite in ne nazadnje, kako se sploh spoznavate med sabo, recimo v Sloveniji? Drugačno spet ni, no. Mogoče samo to drugače, da pač imamo čustva do istega spola, ne. Samo to je mogoče drugače, druge smo pa vsi ljudje. In soočanje s tem danes je, mislim, je kar boljše, no. Se ti zdi, da so se razmere v Sloveniji spremenile, da so ljudje spremenili pogled na to? Ja. Pa tudi, ne vem, spoznavanje je vse lažje, čeprav pač spoznavamo se, ne vem, zunaj, na spletu, preko raznih spletnih klepetalnic, potem zmenkarij in podobnih stvari. Ko si ti spoznal, ko si recimo sam sebi tudi priznal okolici, si se verjetno potem podal na lov, to, kar vsi iščemo, ljubezen, bližino, prijateljstvo. Kako si se takrat podal na to, ko še nisi imel toliko izkušenj, ko so bile tudi razmere drugačne, zdaj poznamo veliko tehnologije, lahko to počnemo, ko si že omenil, prek spletnih omrežij. Kako pa je bilo to takrat? Mogoče tudi tvoja prva izkušnja, tvoja ta prva zgodba? Ja, v bistvu preko spleta, ne, sam prijavil sem se na internet in že sem začel iskati v bistvu enega fanta, pa se je javil, pa smo se dobila v bistvu. Ampak to je na začetku, samem začetku je ful težko, ne, zato ker ne veš, ne poznaš toliko te scene in ne veš, kaj se bo zgodilo, kdo je tam, nič ne veš. Pač na začetku te je itak strah, ne, pa kaj bojo drugi rekli, pa te stvari. In kako je bilo, ko se dobiš z neznancem? To je bilo pa kar malo, veliko adrenalina je bilo prisotnega, strahu, zato ker res sploh ne veš, s kom se dobiš. Tudi če ti sliko pošle... Ni nujno, da je prava, verjetno, ne? Tudi to, ali pa da je, ne vem, se je spremenil, lahko je 10 let stara ali pa kaj. In v bistvu sem šel takrat s strahom tja, ker nisem vedel, kaj pričakovati. Ampak pol je bilo v redu. Kako pa je, prej si že omenil tudi bolezni, zaščito. Prej sem že omenila, da je to tudi verjetno ena od najtežjih stvari, ki si jih težko priznamo. Na to je seveda potrebno paziti, tudi če nismo istospolni, ne, istospolno usmerjeni, če imamo partnerja moškega ali žensko, in je treba paziti na varnost in zaščito, pri vas pa verjetno še posebej. Ja, to je res, ampak nekateri se ne držijo tega, nekateri se, no. Tudi pri heteroparih v bistvu bi bilo potrebno tudi še bolj, a ne, to sproževati ni ravno najbolj dober izraz, ampak da se redno testirajo, zato ker jaz ne vem, ko omenim kakšni prijateljici ali pa prijatelju, ki je hetero, pač da ne se gre testirati, mi reče, joj, zakaj pa bi, saj jaz nimam nič, sam na čelu ti ne piše. Zato je in dobro, niti ne veš, ne, si poznamo, da so to bolezni, težko veš takoj. Ni nekih znakov. Lahko tudi nimaš znakov, no, lahko jih imaš, lahko jih nimaš. In kako je bilo, ko si se ti prvič šel recimo testirati? Ko si se začel tudi spoznavati s tem, da je potrebno poskrbeti za zaščito? Takrat je bilo kar stresno, takrat sem jaz v bistvu skoraj zlezel skupaj, ker me je toliko psihiralo, ker sem se bal tega, kar sem se prebral, kar so mi drugi povedali o tem. Potem so bile še prisotne govorice, ki so me še totalno dol tlačile. Kakšne govorice? Govorice, da sem okužen, da se prodajam. In to me je, mislim, potrlo, a ne, in sem živel v tem strahu, da kaj če pa imam kaj. Pol sem pa končno zbral pogum, čeprav sem spet s strahom šel tja se testirati, ampak sem ga zbral, no. Si ga zbral in recimo, kako je bilo potem, ko si zvedel za rezultate, potem si ljudje večkrat rečemo, joj, zdaj bom pa res pazil na zaščito. Pa si, potem je to obveljalo? Sem, bolj ko ne sem, no. V bistvu s partnerji, ko sem jih poznal s tistimi, pa da sem vedel, a ne, pol nisem neki rabo paziti, bom rekel, čeprav včasih moraš tudi paziti bolj, a ne, tudi če poznaš partnerja. Ampak po testu v bistvu sem jokal od sreče, ker sem vedel, da sem negativen in da me ne rabi skrbeti, no, v tem trenutku sploh.
da je torej vse poteka normalno, ne? Ja. In da v bistvu zdaj je pa potrebno skrbeti še naprej, da boš varen, da boš tudi zaščiten, pa je v tem svetu pogosteje se pojavljajo te bolezni. Je verjetno tudi zaupanje potrebno do partnerja in do tistega, recimo, ki se srečaš z njim, tudi z neznancem, da mu zaupaš verjetno. Pa niti ni spet, da bi bilo najbolj pogosto pri nas. Pač v bistvu je tudi pri hetero, ne vem, je tudi ogromno tega. Vsi gledajo samo na nas, a ne, pravijo, da smo mi glavni prenašalci, ampak to sploh ni res. Pač v bistvu splošno gledano smo vsi lahko, a ne. Vsak lahko dobi, vsak lahko raznaša. Tako da ni nekih razlik, no. Vsaj jaz ne vidim potem. Kako pa recimo ti pač potem zaupaš partnerju? Verjetno je to potrebno veliko zaupanja. Ja, to moraš kar imeti zaupanje, človeka moraš dobro poznati. Mislim, mogoče se smešno sliši, ampak dobro je, da ima test pri sebi, oziroma da ima sveže testiranje, rekel. Aha, da se pokaže papir. Ja, mogoče se čuje to res smešno, ampak ziher je ziher. Kakšen pa je bil odziv? Si kdaj prosil, ne vem, koga, s katerim si se dobil, s katerim si imel intimen odnos, si ga prosil za to? Ja, so te odzivi že drugi prosili? Kaj mi ni jasno, zakaj se jaz grem, ampak meni ni bilo nikoli problema dati ven pa pokazati, če je bilo treba. To meni ni problema. Se je to velikokrat zgodilo? Ja. Je torej previdnost vedno prisotna? Mogla bi biti, no. Ampak vedno, ne moreš zdaj čisto vedno reči, ampak včasih se zgodi tudi, da kaj spodrsne, no. Zato včasih ne moreš vedeti, kaj te čaka. Veliko sva govorila zdaj o tej tvoji zgodbi, pa mogoče poveva še, da bodo ljudje videli, da si čisto navaden fant, ki živi tudi normalno življenje kot vsi mi. Kako se je začela tvoja osnovnošolska pot, pa potem srednja šola, kam si hodil, kako si se potem izobraževal in kaj počneš sedaj? Osnovno šolo sem obiskoval v Šmartnem ob Paki na osnovni šoli bratov Letonja. Potlej sem obiskoval na šolskem centru Velenje program Trgovec, pa sem uspešno zaključil. Potem sem se pa prepisal, oziroma nadaljeval +2 program Ekonomski tehnik v Ljubljani, kjer sem tudi uspešno zaključil. Zdaj trenutno pa delam wellness, delam na privatni fakulteti, v bistvu delam wellness, in ob tem delam kot osebni asistent za invalidne študente. Aha, torej izredno zanimivo. Za kakšen recimo poklic greš, kakšno delo opravljaš? Kot wellness organizator. Pa tudi za invalidne študente. V bistvu za to, kar se zdaj šolam, vsak si narobe to predstavlja, ne vem, da zdaj bom pa masiral, pa ne vem kaj še vse, ampak sploh ni to. To je sama bolj kot ne organizacija, ne vem, tudi naročanje in pač kar se skrb za savne, naprimer za bazene in tako dalje. Da je dobra higiena, verjetno, da je očiščeno. Ja, to vključuje. Zato, ker si večinoma narobe predstavljamo. Pa ne vem, da sem zdaj reševalec tam lahko, ampak ne, to ni tek. Pa v bistvu to delo, ko ga pa zdaj opravljam, pač to je, ne vem, osebna nega vsakega posameznika, pač v bistvu vse, kar mi rabimo, mi ljudje. Kaj pa za invalidne študente? Kako da se s tem ukvarjaš? V bistvu to me veseli, rad pomagam, če se da, in poprimem tudi za vsako delo. Se verjetno tam srečuješ tudi z različnimi zgodbami ljudi, invalidov študentov. Ja. Te recimo ganejo, mogoče kakšna zgodba, ki ti je še posebej prišla do živega? Ja, v bistvu nekateri res niso imeli sreče v življenju in vsaka zgodba je nekaj vredna, no. Nekatere so bolj žalostne, nekatere so spet bolj vesele, no. Pravijo, da ste geji
zato ker pač so vam všeč fantje včasih bolj čustveni kot moški, ne? Čeprav vsi vemo, ki imamo izkušnje z moškimi, da so čustveni, da to radi včasih skrivajo, vi pa to bolj pokažete. Se tebi zdi, da si res bolj čustven, tudi glede na to, kar so zdaj povedala, ravno zato sem želela, da to poveš, s čim se ukvarjaš z invalidnimi študenti, ker mogoče to tudi na nek način potrdi, da bolj pokažeš čustva. Ja, se kar strinjam, no, s tem. Čeprav na začetku sem bil še bolj, ampak zdaj sem tudi, nisem sicer toliko, ampak znam se postaviti v vlogo sočloveka. Veliko empatije, verjetno. Ja, ogromno. Pa kaj pa ta nežnost je, kako je to, recimo, težko si predstavljamo, če nismo tega doživeli, če nimamo teh občutij. Si tudi verjetno izkazujete nežnost, tako kot normalno vsi pari. Ja, čisto normalno, romantika, bom rekel. No. Si romantična duša? Znam biti. Znam pa biti tudi zelo, kako naj rečem, znam biti zelo trmast, bom rekel. Tudi hladen, verjetno. Hladen znam biti tudi, ja. Če je to potrebno, ampak po nepotrebnem ne. Kakšna romantika? Kako si jo recimo tudi ti predstavljaš? Kako jo ti s svojim partnerjem doživljaš? Jaz, na primer, da skupaj delamo stvari, da se v miru pogovarjamo, da se, ne vem, cartamo, da skupaj počivamo, da gremo kam, ne vem, na izlet in uživamo v bistvu. Torej, ni tista romantika, kot jo poznamo iz filmov, romantične večerje, kopeli. No, to tudi mogoče, ja. Čeprav to že kar dlje časa nisem prakticiral, ampak bo treba spet. Dobra ideja, mogoče tudi za praznične dni, ne? Ja, to je bilo pa super. Nec, ti si svojo zgodbo strnil, napisal tudi v knjižnem delu. Prej sem že povedala, da si izdal knjigo. Zakaj si se odločil, da svojo zgodbo razkriješ, ne nazadnje daš tudi v javnost? Verjetno si se moral z marsičem tudi soočiti, pa tudi kar nekaj poguma zbrati, da si lahko svojo zgodbo predstavil v javnosti. S tem sem želel odpreti oči nekaterim in malo seznaniti nekatere, ki ne vedo nič o tem. In hotel sem tudi prebiti tabu do konca. Zato, ker je še to vedno tabu in še vedno ni... A se vrede? Ja, kar. Aha. In še vedno ni... Še vedno je ogromno diskriminiranja, no. Zakaj pa se ti zdi, da je tako? To je v bistvu... Jaz bi rekel, no, da je to zaradi vzgoje same, a ne, ker so jim starši, dedki, babice... dali pač neka pravila, ne, po kakih načelih morajo živeti in tega se morajo držati, drugače ni to v redu. Drugače je to greh. Kaj pa ljudje, ko te recimo obsojajo najprej, potem pa spoznajo, je to potrebno narediti velik korak? Kako ti to recimo narediš? Se kdaj še posebej potrudiš, da komu predstaviš, da si čisto normalen? Jaz se trudim, no. Pač, da komu predstavim, ne. In pol pač počakam odziv, če ni v redu odziv, bo slejko prej spoznal, da se je motil o tem, no. Da pač smo isto ljudje in da nismo nič kaj različni. Kakšen pa je tisti prvi odziv, ki ga ponavadi doživiš? Kako ljudje reagirajo? Ja, zdaj čisto odvisno, no. Odvisno, kje sem, v kakej družbi, a ne. Bolj, tako že smo že prej omenila, ženske, a ne, bolj dojemajo, ne. So tudi moški, vse vedno je boljš, to moram poudariti, ampak zna biti kar težko, no, nekaterim to dopovedati, ne, da mi nismo nevarni za njih in tako dalje. Kaj pa recimo delovno mesto, ko si iskal službo, iskal delo, kdaj naletel na težave zaradi tega? Ja, so v bistvu se najdle težave, no, zaradi moje usmerjenosti, ker pač... Nekateri še ne gledajo to kot prto, ne, in se bojijo, da bi stranke pol odhajale zaradi tega in tako dalje. Kje recimo si mogoče naletel, ne bova povedala konkretno, ampak mogoče v kakšnem delu? Je v bistvu trgovini, no, navadna trgovina, ampak žal.
Preselil si se tudi v Ljubljano, iz Šaleške doline. Zakaj se ti zdi, da je bilo življenje lažje? V bistvu tam lahko živiš življenje tako, kot ga hočeš, ni toliko obsojanja, a ne. In sem rekel, bom pa probal zdaj, a ne. In se je šlo. Je lažje življenje v Ljubljani, je tudi lažje spoznati partnerja mogoče? Tudi to, no. Lažje imaš dostop, ne vem, do diskotek, do raznih srečanj, ker na primer v Velenju nimaš nič iz gej sveta. Kakšne so tvoje izkušnje recimo v lokalnem okolju? Se poznate tudi geji med sabo, ste povezani? Včasih reče kdo, pa mu rečem, jaz tudi poznam kakšnega geja, pa reče, ja, a to misliš zaradi tega, ker je gej, bova pa zdaj prijatelja ali pa si bova všeč, ne? In vedno reče kak prijatelj, ja, saj nismo si vsi geji všeč. Ja, po večini se poznamo med seboj, no. Čeprav včasih v določenih primerih je res tako, da te drugi poznajo, pa vejo več od tebe, ne, že na splošno. Zdaj pa je čisto odvisno, a ne, lahko ti je všeč, lahko ti ni, a ne. Nekateri hočejo nekoga spraviti z nekom skupaj, a ne, na tak način, ampak ne poštudirajo pa, da mogoče to ni najboljši način, a ne, ker vsi se pač ne moramo razumeti, a ne. Pa mogoče rečeva, da se ti en večer, mogoče sobotni, odpraviš ven, greš se imeti lepo s prijatelji, zagledaš nekoga, ki ti je všeč, kako pristopiš do njega, kako veš, da se bo odzval, da je tudi on mogoče gej, kako recimo to počneš? To je pa zapletena reč. Zdaj je čisto odvisno, kje sem, a ne. Če sem jaz v navadni diskoteki, takrat ponavadi jaz nič kaj, pač prepoznam ga po, ne vem, kretnjah, ali pa da me gleda in pač pristopim, pa ga vprašam, kako je, pač te splošne, a ne. Potem pa nadaljujemo o tem, a si ti tudi gej in tako dalje. Pa velikokrat to počneš na javnih mestih, na recimo zabavah, ali je to bolj prek socialnih omrežij, prek spleta? Zdaj bolj preko socialnih omrežij, a ne, ker tudi nimam toliko časa ven hoditi, a ne, in mi drugega ne preostane trenutno. Imate tudi kakšne svoje skupnosti, kjer se dobivate, druženja, prav organizirane zabave? Ja, v bistvu so diskoteke, na primer v Ljubljani K4, Tiffany, lokal Kolaž, potem v Mariboru Skrito lokal in diskoteka, potem mogoče kakšno srečanje na Legebitri, organizacija, pa mogoče kakšni tabori, ko jih organizirajo. Druga pa zaenkrat, mislim, ful je, še vedno je slabo to, no, pri nas. Prej smo govorila o tvojih prvih sanjarjenjih, o prvih intimnih izkušnjah. Zdaj bi pa lahko povedala še nekaj o tvoji prvi ljubezni. Kdaj si se prvič zares zaljubil? Kdaj je bila to prava tista ljubezen? To je bilo pred 4 leti, čeprav na koncu se ni dobro končalo, ampak na začetku sem bil toliko zaljubljen, ko še nikoli, da sem čutil res metuljčke v trebuhu, da je kamenje cvetelo. Pač tisto res, da sem občutil, da me nekdo na začetku spoštuje, da me sprejema takega, kako sem, da si me želi, da ga privlačim. Zato, ker v prejšnjih zvezah jaz tega nisem toliko občutil, a ne, pa bolj ko ne je bilo enostransko, kakor zdaj gledam, a ne, čist drugače. Mogoče zgodba, kako sta se spoznala, kako je potekalo vajino razmerje, ne nazadnje, je to res prava ljubezenska tvoja zgodba? Ja, v bistvu spoznala smo se na spletu, najprej smo klepetali na klepetalnici, potem smo šla na Messenger, ki ne obstaja več. Potem pa je čez nekaj mesecev me kontaktiral, v bistvu sem imel takrat fanta, s katerim nisem bil nek srečen, v bistvu on je bil zaljubljen v mene, jaz ne v njega. In sva se ravno skregala s tistim fantom in mi je ravno ta pisal. Potem pa smo se dogovorila, da se dobimo samo na pijači, pa se spoznamo in tako je v bistvu na prvi pogled sem se zaljubil, ampak nisma prej imela nič, dokler nisma končala, no, z prejšnjim. V bistvu tako se je začela najina veza, s tem, da sem šel prehitro k njemu živeti, a ne, da ga nisem dobro spoznal. Na začetku je bilo kar v redu, no, pol se je pa stopnjevala, v bistvu bil je kar precej nasilen do mene, zato ker sebi ni priznal, kaj je, kdo je.
in se je bal odzival okolice, pa kaj bojo doma rekli, in se je v bistvu skrival. Torej se on soočal s tistim, kar si ti nekako že dal čez to tvojo izkušnjo. Ja, soočal se je s samim seboj in z drugimi. Si mu torej ti pomagal tudi na pravo pot, da je odkril svojo pot? Ja, še danes mi pravi, da hvala, da sem mu odprl oči, da sem mu pomagal do tega spoznanja, čeprav je bil do mene res nesramen, ne? Ampak da je vesel, da sem bil v njegovem življenju. Da si torej ti bil tisti, ki si mu pomagal kreniti na pravo pot, pa če ravno govoriva o pravi poti, pred srednjo šolo, v tem poglavju v knjigi pišeš, po teh 3 izkušnjah sem se počutil, z eno grdo besedo bi lahko rekla, to opišeš, sem mutic s popolnimi neznanci, kje sem imel glavo, bil sem mlad, vseeno, ko bi le že enkrat našel pravo pot. Tudi ti si se velikokrat spraševal, kako najti pravo pot. Ja, zato ker nisem poznal načina, kako priti do pravega partnerja, primernega za mene, kako iskati sploh, kdo je zdaj iskren, kdo ni. S tem se soočamo vsak dan, kdaj je človek iskren, kdaj ni, ker tega je ogromno. Pa ti je kdo na tej poti pomagal? Si se kdaj obrnil na koga? Si se, ne vem, s kom kdaj pogovoril? So ti kdaj recimo svetovali tudi kakšni svetovalci? V bistvu ja, no, čeprav v bistvu spet preko spleta jih je bilo ogromno, da smo se pogovarjali o tem in so mi svetovali, na kak način naj pristopim, na kak način se naj vedem, katero pot naj izberem. Svetovali so mi določeni ljudje, ja. Nisem pa šel k nekemu svetovalcu. No, si se kdaj obrnil verjetno tudi na tiste, ki so že imeli takšne izkušnje, ki so to že sami sebi priznali, se soočili s tem spoznanjem. Je verjetno dobro, da imamo tudi take prijatelje, ne? To vsi vemo. Ja, vsaka izkušnja pride prav, oziroma vsak nasvet. Zdaj ga moraš pa sam uporabiti v svoj prid, ne? Oziroma na prav način. Se ti zdi, da ti kdaj, recimo prijateljice, ko sva prej povedala, da se veliko družiš ženskami, da so večinoma ženske, tvoje prijateljice, težje svetovale zaradi tega, ker niso imele te izkušnje, se niso znale prav uživeti? Ponavadi so mi dajale napačne informacije, oziroma ne ravno navodila, ampak no, na nek način navodila za pot do nekoga ali pa ne vem, do nečesa v življenju. Ampak pač težko je svetovati nekomu, če nimaš iste izkušnje ali pa vsaj podobno. Opisuješ tudi zgodbo znanim Slovencem. Tudi tvoj podnaslov knjige je Gej razkrinkal slovensko sceno. Gre za zelo zanimivo zgodbo, pa Nejca bi jo nam zaupal. Lahko, seveda. V bistvu spoznal sem ga na spletu. Potem mi je kar poslal sporočilo na telefon, ker sem imel gor objavljeno telefonsko, pa sploh vedel nisem, a ne. In potem smo se kar dogovorili, da se samo dobima. Jaz sem ga čakal, pa njega v bistvu... Si vedel, da gre za znanega Slovenca? Pa v bistvu nisem verjel, no. Jaz sem mislil, da je to za Frkancija. Pol pa, ko sem prišel v hotel, v bistvu sem pa pred seboj zagledal njega in sem bil res presenečen, pa mi ni bilo nič jasno. In potem se je zgodilo počasi, da sva prešla na seks. Skratka, imela sta intime odnose, sta se večkrat dobivala, večkrat, ne vem, družila? Samo takrat, pa še to sva dvakrat v bistvu seksala. In kakšen je bil odziv potem, recimo, se še zdaj kdaj vidita, srečata? Ne, to ne. Rekel mi je takrat, da me še pokliče, pa da se še kaj vidimo, ampak meni, no. Mislim, zato se nisem sekiral, ker sem itak slišal od drugih, da je tak pač. Si se kdaj ustrašil pred tem, recimo, da bi bilo mogoče, da bi prišlo v javnost, da bi kdaj ljudje vedeli, da bi videli, se ti zdi, da je on imel takšne strahove? Ja, saj danes na medijski sceni se vsi bojijo, a ne priznati, da so geji, ker jih obsojajo, a ne, čeprav po nepotrebnem, a ne. Ga razumem, no, bom rekel, v bistvu. Čeprav bi bil čas, da se začnejo počasi odkrivati in da ne lažejo. Zapisal si tudi droge, alkohol,
si tudi imel s tem veliko izkušenj? V bistvu jaz se nisem drogiral, pa tudi, mislim, nisem bil alkoholik, ampak pili smo itak vsi, a ne, pač v mejah normale. S tem, da imel sem par takih prijateljev, če lahko temu tako rečem, no, ker zdaj niso več prijatelji, ko so se drogirali, še bolj pili. In mislim, take izkušnje imam jaz s tem, a ne, in da na drogo naj dela vsak, kar hoče, ampak jaz, na primer, se ne bi drogiral. Je mogoče to zaradi tega, ker so se težko soočali s tem, kar so, s temi svojimi občutki in nenazadnje tudi z okolico, ki jih obsojala na nek način? Ja, tudi to je del tega, s tem, da ne vem, nekateri so to hoteli se boljše zabavati, kao da bi imeli več energije, ne? Ampak jaz ne vidim poante, no. Lahko tudi energijo imaš brez tega, lahko tudi žuraš brez alkohola in droge. Zlorabe in izkoriščanja, tudi o tem pišeš, pa mogoče, če poveva nekaj tvojih izkušenj o zlorabah in izkoriščanju. Ja, zlorab, mislim, je za seks, bom rekel temu, Ana, je bilo kar ogromno, s katerimi sem se mogel soočati, po marsikaterih sem se počutil izrabljenega, ne, ker nekateri so prvi bili ful sladki do mene in potem pač kot da me ni, ne, kot da sem, ne vem, neviden v bistvu. Zakaj pa recimo izkoriščanje? To verjetno tudi izkoriščanje, ki ga v drugih partnerskih odnosih doživljamo. Izkoriščanje lahko je materialno, lahko je nematerialno, zdaj čisto odvisno, no. Pa mogoče kakšno tvojo zgodbo, če bi jo delil z nami? Seksualno? Mogoče izkoriščanja, recimo tudi iz čustvene plati, se ti je kdaj zgodilo materialno? Materialno sicer ne toliko, ampak bolj seksualno, ne vem, da najprej me je ful osvajal, pa da smo seksala in to. In pol, ne vem, bil je hladen do mene, no, me je samo izkoriščal po seksu, adijo, na primer, ne. Skratka, nobenih čustvenih navezav, ja, lahko rekla. Samo seks in to je to. Jaz pa, na primer, sem pač bolj čustvena, ne, in sem se takoj navezal. Si kdaj imel izkušnje tudi s poročenimi moškimi, seveda poročeni moški v odnosu partnerskem z žensko, v zakonski zvezi? Se ti zdi, da je tega kar nekaj, ko potem moški se poročijo, ne prenesejo pritiskov, podležejo temu, da grejo v partnerski odnos, zakonsko zvezo žensko, potem pa nekako ugotovijo, da pa le čutijo drugače? Ja, sem imel tudi izkušnjo kako, no, s tem, da ni bilo, mislim, ni bilo to, no, sem vmes prekinil to. Pa poročenih je kar veliko, no, ko se skrivajo za družinami in se pač slepijo, a ne, ker se bojijo spet, kaj bojo rekli sosedi, kaj bojo rekli drugi in tako dalje. Na koncu knjige si zapisal takole: bodite hvaležni vsak dan za to, kar imate in koga imate. Saj je življenje nepredvidljivo in se lahko spremeni že v eni sami sekundi. Sicer pa vsi nekega dne umremo, recept za nesmrtnost žal še nismo odkrili. Posebno sporočilo: kljub vsem spodrsljajem in slabim doživetjem, nadaljujem z iskanjem princa, držite pesti, da mi tokrat končno uspe. Pa ti je uspelo, Nejc. Ja. Knjiga je nastajala 2 leti, lahko poveva. Vse skupaj, ja. Mi je uspelo, ja. Zaenkrat sem srečen. Kje si našel svojega princa? Mogoče kakšna je zgodba? Kdo je tvoj princ? Zakaj je tvoj princ? V bistvu spoznala sva se zopet na internetu. S tem, da je trajalo 1 leto, da sva začela, potem skupaj v bistvu živima in pač v bistvu se imamo super, nama ni hudega. Eno poglavje v tvoji knjigi nosi naslov Govorice, govorice delajo krivice. Zakaj? Zato, ker ljudje prevečkrat obsojamo ljudi po govoricah. Zato, ker če ne vem, nekdo reče, da je nekdo zelen, to še ne pomeni, da je zelen. A ne? Čuden primer, ampak... Se je kdaj tebi to zgodilo? Je kakšna tvoja zgodba, da si zaradi govoric imel težave? Prej si že omenil, da so si zaradi govoric imel tudi pritisk, ko si se šel testirati. Ja, jaz sem imel kar precej težav. Ljudje so me obtoževali, napadali, pa tudi partnerja sem teže iskal, ne, zato ker rekel, aha, ti si tisti, ko si okužen, ne, s tabo ne bom nič, ne. Že to je bilo pač
diskriminantno oziroma grdo, bom rekel. Grdo od njih, da pač ljudje ti ne dajo priložnosti, da te spoznajo. To je problem. Kako so tebe prizadele govorice, kako si se potem tudi z njimi soočal? Vemo, da je včasih težko, da jih je nazadnje tudi težko pozabiti. Ja, so kar fajn vplivale na mene, no, ker sem se sekiral, spet isto, kaj če me ne bo tist hotel, naprimer, za partnerja, pa kako bom jaz najdel zdaj partnerja, pa kaj če to, ne vem, bojo vsi govorili in bom najslabši zaradi tega, ampak danes jaz na to gledam pač, kot da ni, no, mislim, ne govorijo, kar hočejo, jaz živim svoje življenje, vem, kaj je res in zaradi mene se lahko na glavo postavijo. Kaj pa izkušnje, recimo z ulice? Prej sva že nekaj govorila tudi o fizičnem obračunanju. Si kdaj naletel tudi na kakšne opaske, pa potem tudi kakšen fizičen napad? Prav na ulici, da bi bil neznanec ali pa to ne, da bi me zdaj, ne vem, pretepal ali pa kaj, ne. Ampak so pa bile opaske, olega Pedra, kako hodi, pa ziher so ga urit, pač take, no, stalnice. Si imel zaradi svojih kretanj izgleda težave že v osnovni šoli. Kako si nekako potem sprejel, da te ljudje že glede na tvoje obnašanje dojemajo drugače? Mogel sem se soočiti s tem, ne, pač kdo sem, kaj sem in pač kako imam obnašanje, čeprav pravijo, da se mi je izboljšalo obnašanje, no, ker na začetku se sploh nisem zavedal, ne. Kreten, sicer vsak človek se obnaša, kakor hoče, no. Jaz nobenemu ne dajem pač nekih meja, ne, zdaj pa se lahko tako obnašaš, pa tako. Vsak se ne obnaša, kakor se hoče. Kako misliš, da si se izboljšal glede obnašanja? Si postal bolj pazljiv, kako se obnašaš svoje kretnje? Na nek način, ja, no. Zakaj? Zato, ker tudi, ne vem, da jaz skozi klatim z rokam, naprimer, ne, to je taka kretnja, ko delamo ljudje pogosto napako, ne, da skozi zna biti moteče, no. In sem rekel, zdaj pa dosti in bom probal to uravnavati, ne, čeprav velikokrat so kakšni gibi nenačrtovani, ne. Kaj pa recimo, ko se skupaj s svojim partnerjem, zdaj vemo, da si v srečni zvezi, sprehodiš skozi mesto, greš na skupne počitnice, kdaj doživita tudi kakšen neprijeten odziv? Tudi kakšne prijetne, mogoče? V bistvu neprijetnega ni, no, bilo do zdaj, ni bilo, da bi direktno rekel ne, drugač pa so veseli za naj podpirajo, da nismo imela problema. No. Javno izkazujete tudi svojo ljubezen, s tem nimata problemov? Nimamo ravno problemov, ampak javno pač kadar lahko, no. Ali je to bolj zaprtimi stenami doma, je javno to še vedno težje izkazovati, tako kot si recimo izkazujejo moški in ženske? Javno je še vedno težje, ne, zdaj pa tudi odvisno od obeh, ne, v vezi. Če je nekdo pripravljen več razkazovati, ne, v javnosti, pač se mu prilagajaš, naprimer, ne, če pa ni, druga stran pa se tudi prilagajaš, no, jaz se pač prilagajam. Kako pa tvojega partnerja sprejela družina? Ga že poznajo, si ga že predstavil? Nisem ga še predstavil, osebno vejo, da obstaja, ampak nisem pa še ga predstavil. Si že kdaj predstavil kakšnega partnerja? Ja, v bistvu ja. V bistvu tistega fanta, Teodorja. Veliko ljubezen? Ja, tistega sem predstavil. In kakšen je bil odziv? Vemo, da verjetno za starše je bil to nekakšen šok, da so morali to informacijo sprejeti. Kako pa je bilo potem, ko si dejansko res pripeljal partnerja? V bistvu imeli so ga radi, no. Sodelovali so z njim, pogovarjali so se normalno. Funkcionirali so res super. Naslov knjige, podnaslov je Gej razkrinkal slovensko sceno. Pa se ti zdi, da si jo? Je knjiga doživela na takšne in drugačne odzive? Pravi odzivi še niso. Se pravi, bilo je že nekaj negativnih, pa ogromno, no, bom rekel, pozitivnih, a ne, ker me veliko ljudi podpira pri tem. Se še pa ni še sicer pravi čas, ampak prihaja ta čas kmalu. Zakaj misliš, da prihaja pravi čas? V bistvu čutim jaz to, no. Leto 2015 bo pestro. Na kakšen način, mogoče? Energijsko. Pač v bistvu čutim, no. Čutim, da se bo veliko dogajalo in da pač sem na samem začetku in se trudim
priti na površje. Veliko je bilo polemik tudi v Sloveniji glede družinskega zakonika, glede istospolno usmerjenih partnerstev. In kako ti gledaš na to, kako ti tudi nazadnje jemlješ to, da je takrat na referendumu bilo izglasovano proti temu družinskemu zakoniku, sedaj pa nekako se ponovno trudijo, da bi to spravili v veljavo. Ja, meni se zdi to super, da še vedno želijo to spraviti v veljavo, zato ker vsak ima pravico se odločati sam. Zdaj, na primer, lahko sta dva moška ali pa dve ženski tudi so lahko boljši starši, a ne? Zdaj, ne vem, pa čisto odvisno, no. Ampak jaz to ful podpiram. Kako si ti gledaš na to starševstvo? Bi si želel otroka? Bi, ampak takrat, ko bi bil popolnoma sposoben, da bi imel redno službo, da bi imel res kariero, da bi pač življenje bilo tako, kot mora biti. Ker če ti, na primer, nimaš denarja, pa da si otroka umisliš, oziroma da bi imel otroka, da bi ga posvojil, ali pa kaj se mi zdi brez veze. In pa da seveda, da se mu posvečaš dovolj, da imaš dovolj časa. Nec, si kdaj tudi potoval, bil po tujini? V bistvu niti ne. Sicer zadnje čase sem bil bolj po Zagrebu, na zagrebški gej sceni in sem jo malo spoznal. Podobna je sicer slovenski, mislim, mi je pa všeč tam, no. Je bolj odprta? Tako bom rekel, ja pa ne. Zakaj? Ker še vedno oni živijo po starih načelih, isto kot mi, s tem, da pri nas je vedno boljše. Pri njih še vedno, ne vem, več opazk slišiš in tudi več ljudi je proti, no. Se je mogoče zaradi tega težje soočati s tem? Ja, čeprav meni ni problem tam iti normalno po ulici, pa da se ne sekiram. Si kdaj razmišljal recimo tudi o selitvi v tujino? Vemo, da je po nekaterih drugih državah to bolj odprto, da so ljudje lažje dojemajo te stvari, da so tudi nekateri zakoni bolj prijazni temu in se zaradi tega veliko gejev tudi preseli oziroma pač istospolno usmerjenih partnerjev v tujino. O tem nisi razmišljal? V bistvu nekaj sem. Sem razmišljal, ne vem, mogoče o kakih Tenerifih, pa mogoče Bali, mislim, ko sem bolj odprti so tam, no, se mi zdi. Pač, pa ne vem, mogoče še, kam sem še kje razmišljal, da bi šel, v bistvu bolj kot ne to, no, Tenerifi, bom rekel, glavna točka Tenerifi. Imaš tudi kakšno izkušnjo, ljubezensko, intimno, s kakšnim tujcem? Ja, nekaj jih je bilo, ampak niso pa neke posebne, da bi imeli nek poseben pečat, sicer ne vem. Naprimer, Beograjčan mi je bil všeč in pa še marsikdo. Kako pa je s tem, ko si ti v partnerski zvezi? Je recimo to, da si ti zvest partner, ti je tudi to pomembno? To mi je izredno pomembno, zato ker če se grem jaz neko partnerstvo, mora biti pošteno, iskreno, mora biti ogromno prilagajan in da pač živimo pošteno, bom rekel, da ni nekih varanj, laži. Pa ne vem, potem takem lahko tudi pripelje to do psihičnih težavnosti, a ne, če na primer kdo koga vara ali pa kaj, lahko pač komu se poslabša, če ste bom rekel. Kaj pa recimo zdaj tvoje izkušnje, ko si že odrasel v tvojem lokalnem okolju? Lokalno okolje. Je kar v redu, no, moram reči. Okoli mene so ljudje, ko me imajo radi, ko me spoštujejo. Nimam nekih pripomb, no. Bi rekel, da je lažje, kot je bilo v tvojem otroštvu? Ja, definitivno. Sploh, ko spoznaš sebe, veš, kaj hočeš, kdo si, lahko zaživiš normalno življenje, takrat je najlažje. Kako pa gledaš na vse te parade, ki so recimo organizirane, ki so po svetu, se jih tudi udeležuješ? Se ti zdi prav in dobro in pogumno, da se borite za svoje pravice? To se mi zdi odlično. Mislim, da jaz nisem bil prisoten, zato ker vedno pride na tak datum, da mene ni, ali v Ljubljani, ali pa sem kje drugje, da imam druge zadeve za urejati, ampak jih definitivno podpiram. Se bom tudi udeležil ob priliki, kakšne parade, a ne.
In to res, lahko bi pa tudi večkrat mogoče naredili na leto, ali pa ne vem, naprimer. Tukaj si zapisal v prvem poglavju, mene so izredno prizadele, saj je to zame pomenilo, da sem izločen iz družbe, da se me želijo na vsak način znebiti, ter da sem v njihovih očeh zaradi tega najslabši, ker ne sprejemajo drugačnih ljudi od sebe. To so seveda tvoje izkušnje iz osnovne šole in imaš še vedno občutek, da si izločen iz družbe, da ste geji izločeni iz družbe? Smo, no. Ampak jaz to vedno bolj dojemam pač, vsak se odloča, s kom se bo družil, ne živi po načelih, kjer jih hoče, samo ne pač ne vsiljuje, bom rekel, ne vem, načel. A ne. Jaz samo, na primer, predstavim naše življenje, zdaj pa je na primer tebi, a boš sprejela ali ne. Kaj bi svetoval mogoče tistim fantom, ki se soočajo s podobnimi izkušnjami kot ti, s podobnimi občutki? Kako naj grejo na pravo pot, kako naj se s tem soočijo, kako naj ne nazadnje zberejo pogum, ki ga je potrebno kar nekaj? Ne zaupajo samim sebi, ne verjamejo v sebe, ne delajo na tem, ne se prepričajo, kaj je za njih, če so res, ne živijo življenje, ko ga hočejo, pač prepovedano življenje. Pretresljiva izpoved, ki vam bo odprla oči, se ti zdi, da je marsikomu ta knjiga ali pa mogoče tvoja zgodba, tvoja izpoved že odprla oči, da si komu pomagal, da je nenazadnje spoznal to, kar si ravnokar povedal, da je prišel lažje na svojo pravo pot, pa tudi mogoče komu, da je spoznal, da razmišlja narobe? Ja, sem dobil kar nekaj, na spletu sem dobil, pa tudi osebno sem dobil kar nekaj komentarjev glede tega, da sem jim odprl oči, a ne, da zdaj drugače gledajo na mene, boljše, ker prej sicer spet so tu govorice, ne, prisotne, da pač so me na nek način spoznali preko knjige, a ne, da pač nisem jaz nek zlobnež, pa ne vem, da sploh večinoma ni res. Nejca, skoraj pri koncu oddaje sva, kakšni so tvoji načrti za naprej? Kako se boš ti boril za svoje pravice? Kako boš nenazadnje še naprej predstavljal svojo zgodbo? Svojo zgodbo bom nadaljeval v drugem delu in sicer kjerkoli bom lahko povedal svojo zgodbo, širil med ljudi, svoje izkušnje, ne bom se vdal zlahka. Cilji, kakšne cilje bi še lahko povedal? V bistvu, da jaz bom nadaljeval s tem, kar sem, ne bom zanikal tega pred nikomer, ne bom skrival, ker to je brez veze. Pač ostal bom tak, ko sem in bom vztrajal pri tem, kar delam. V bistvu mogoče tudi, ne vem, da bom delal mogoče kje v medijih, če bom imel priložnost, in bom nas predstavljal tudi na nek način. Mogoče čisto za konec še zapisal si, zapleteno in nevarno je biti gej v Sloveniji. Zakaj? Je ta stavek dober ali slab in zakaj je nevarno in zapleteno? V bistvu slab, no. Nevarno je zaradi fizičnih napadov, psihičnih, zato ker danes smo lahke tarče, no. Da se lahko spravi vsak praktično na nas. Pa bi mogoče položil na srce še tiste zadnje besede vsem tistim, ki so istospolno usmerjeni, da mogoče podobno storijo kot si ti in da se nenazadnje povežete, kajti skupaj smo močnejši. Ja, to je res. Vsak me lahko kontaktira brez problema, vsak mu lahko dajem oporo, nasvete mu lahko tudi dajem. Jaz vsakega podpiram, ne glede na to, nobenega ne sovražim, ne bojo, kar so, to bom rekel. Nejc, hvala lepa za tvojo zgodbo. Jaz ti želim veliko uspeha še naprej in pa seveda ostani to, kar si. Najlepša hvala tudi tebi. Dragi gledalci, drage gledalke, hvala za vašo pozornost. Ja, ni kaj drugega dodati kot pretresljiva izpoved, ki vam bo mogoče odprla oči. Lahko noč.